V Splošni bolnišnici Murska Sobota so pred dnevi na novinarski konferenci predstavili nekaj novosti in naložb, realiziranih v letošnjem letu. Predstavili so tudi 3 v letošnjem letu odmevne strokovne simpozije ter podali mnenje o sprejetem interventnem zakonu o bolnišnicah. V zadnjem času so v soboški bolnišnici dobili kar nekaj pridobitev, ki so navznotraj zelo velikega pomena. Adaptacija dela infekcijskega oddelka naše bolnišnice, to je tisti del, kjer so bile tako zvane izolirane sobe, da ne bom rekel iz onega stoletja, vendar niso več odgovarjale svojemu osnovnemu namenu. Zato smo šli v adaptacijo tega dela, ob tem pa smo seveda tudi adaptirali ta tako zvani rumeni del, da je zdaj boljša prehodnost, lažje tako za bolnike kot za zaposlene v tem delu delati. Drugo, tako področje, ki ga hočemo obvestiti, pa je posredno že bilo, to je, da poteka v bolnišnici program Heart Failure, to je o popuščanju srca. V naši regiji in so bolniki klicani na te preglede, malo naključno izbrani, ampak važno je to, da so vsi, ki pridejo, zelo, zelo zadovoljni. Seveda tisti, ki se jim najde to, da so že s to boleznijo ali pa da so resni kandidati, da bo jutri hujše, niso najbolj zadovoljni. Vendar vedeti moramo, prej ko je taka diagnoza pri bolniku ugotovljena, večja je možnost dobre terapije in tudi prognoze. No in tretje, kar smo imeli pred kratkim, to je ta preventivni program DORA za ženske, za pravočasno odkrivanje raka na dojki. To je tisti rak, ki je pri ženskah najbolj pogost. In če bomo s tem, tako kot v ostali Sloveniji, namreč v drugih regijah, nekaterih že prej deluje ta program, dosežemo 30% boljše, večje, hitrejše odkrivanje teh že malih sprememb na dojki, da potem ob terapiji, dovolj zgodnji terapiji, pride do praktično ne samo preživetja, ampak tudi ozdravitve. V zadnjem času, v zadnjih nekaj mesecih, smo imeli tudi 3 zelo odmevne simpozije. Prvi je simpozij okužbe, ki so povezane z zdravstvom v Pomurju. Mi smo to poimenovali dediščina preteklosti in izzivi prihodnosti. Tu so sodelovali tako medicinske sestre kot zdravniki za preprečevanje okužb v slovenskih bolnišnicah. To je eden od problemov, ki danes slovenske bolnišnice verjetno najbolj pesti, ker je borba proti tej, kar rekel v narekovajih, kugi današnjega časa v bolnišnicah zelo, zelo otežkočena in ni res učinkovite terapije. Mi smo s tem zvezi, čisto praktično, tudi že za en kratek čas zaprli našo intenzivo in smo naredili tako fizično kot kemično sanacijo tega prostora, ker smo tu videli, da je skozi neki vir te okužbe. Začasno se je to popravilo, ampak gremo naprej, tudi na drugih oddelkih, da je bila ta sanacija čim boljša. Medtem ko, da bi nekdo dal garancijo, da se to ne more ponoviti, tega ni. Med drugim je to odraz tega, da uporabljamo v Sloveniji na splošno, ne samo v bolnišnicah celo najmanj, ampak tudi doma ali pa v osnovnem zdravstvu mnogo preveč antibiotikov. Zaradi tega postajamo neodporni na antibiotike pri tistih klicah, ki včasih niso bile takšnega značaja. Seveda je pri teh bolnikih stanje resno, še posebej zato, ker so to največkrat starejši bolniki, ki imajo tudi številne druge bolezni, kronične, ali popuščanje srca, ali astmo, sladkorno bolezen in podobno. No in naslednja stvar, ki je bila v javnosti
strokovni javnosti tudi dobro sprejeta, je pa 8. pomurski in istočasno 4. mednarodni simpozij o kronični rani. Jaz sprva nisem verjel, ko sem bil podatek, da je prijavljenih 180 udeležencev, na koncu jih je bilo 220, tako iz Slovenije, pa tudi od drugot, tudi predavatelji so bili iz tujine. Ne gre samo za udeležbo, gre tudi za plodovito strokovno razpravo, ki se je tam razvila. No in potem še tretja stvar, to je pa integriteta v zdravstvu, ki je bila organizirana skupaj z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Tega sta se udeležila tudi protikorupcijska komisija in informacijska pooblaščenka. Se tudi prizadevamo nadgraditi te elemente, ki nekako nadgrajujejo vsa naša prizadevanja v duhu sodobno orientirane medicine, zagotavljati tudi preventivni pristop, pravočasno diagnostiko, odkrivanje nekih sprememb, ki zagotovo pri spektru malignih obolenj predstavljajo hudo tveganje in največkrat ravno to nevarnost, da so prepozno odkriti. Programi, ki so bili navedeni, nam seveda v tej smeri nekako največ nakazujejo in izvajanje EEG, encefalografske diagnostike, malo težji izraz, je ta nadgradnja nevrološke dejavnosti v naši bolnišnici. Dejansko smo tako za hospitalizirane bolnike, predvsem pa za ambulantne, morali pošiljati te pacijente po drugih centrih. Zdaj smo nekako nakazali to pot, da bo to možno izvajati tudi pri nas. Z konkretno rešitvijo tudi kadrovskih težav bo seveda to postala rutinska metoda, ki jo izvajamo v naši bolnišnici. Gre za odkrivanje patologije osrednjega živčnega sistema, ki praktično predstavlja nepogrešljivi segment pri tistih pacijentih, kjer drugače ne moremo priti do prave diagnoze in kjer je ta preiskava potrebna. Tako da v okviru celotnega izboljševanja sistema nudenja pomoči pri patologiji centralnega živčevja nadgrajujemo našo dejavnost, s tem, ko smo v urgentnem centru zagotovili dosledno izvajanje telekapi kot tudi slovenskega programa, ki dejansko tudi ostaja zdaj že vsakodnevna rutina v tistih urgentnih situacijah, kjer smo tudi v naši bolnišnici povezani z slovenskim centrom in lahko praktično v realnem času diagnosticiramo patologijo pri nekem pacientu, kjer je odločilno ravno prava diagnostika za ustrezno terapijo, ki lahko celo reši življenje, zagotovo pa odpravlja pri možganskih kapeh posledice stanja, ki je nastalo. Direktor je že omenil troje zelo pomembnih strokovnih srečanj, ki smo ga pravzaprav pripravile medicinske sestre, se pravi zdravstvena nega, skupaj z ostalimi strokovnjaki in prvo, ki je bilo najpomembnejše, ki je res združilo vse strokovnjake slovenskih bolnišnic, ki se ukvarjajo z aktualnim področjem preprečevanja bolnišničnih okužb. Vsako od teh strokovnih srečanj smo izdali pomembno strokovno publikacijo z znanstveno pregledanimi, recenziranimi strokovnimi članki in seveda bodo vsem strokovnjakom, ki se s temi področji ukvarjajo, zagotovo veliko pomoč. Kljub zavidljivim uspehom tako na strokovnem področju, kot tudi na področju vlaganja v prenove, pa se vodstvo bolnišnice ni moglo izogniti temi interventnega zakona o bolnišnicah, ki pavšalno obravnava vse bolnišnice enako, čeprav so ene uspešnejše od drugih. Kljub vsem problemom smo 2,3 milijona evrov vložili v novo opremo in pa objekte, da je od tega 600 tisoč, skoraj 700 tisoč evrov bilo vloženega v novi laboratorij, ki se pripravlja in bo zaključen nekje do konca letošnjega leta, s tem, da sama avtomatizirana oprema bo pa izdobavljena nekje v mesecu junija prihodnje leto, kar pomeni, da se bo laboratorij preselil v nove prostore nekje prihodnje leto meseca junija. Od večjih naložb v letu 2017 smo kupili eno operacijsko mizo, pa seveda ultrazvočni aparat, ki je bil potreben za aktivnosti, ki so se dogajale na področju projekta, ki ga je vodil dr. Lenščak. Za leto 2018 naj povem, da bo leto
presenečenj in težkega ter trdega dela za kompletno vse zaposlene, če bomo želeli, da bomo podobno poslovali kot prejšnja leta. Sicer pa je še zmeraj zelo pereča problematika plačila uteži. Splošna bolnišnica Murska Sobota ima namreč izmed primerljivih slovenskih bolnišnic največji razkorak med plačano in realizirano utežjo.